XRP počasi dosega prejšnje vrhove s pomočjo kitov, v drugih novicah pa tudi Standard Chartered prinaša kriptostoritve v Evropo, Velika Britanija preizkuša digitalni funt in največja italijanska banka vstopa na Bitcoin trg. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Ripple XRP je v zadnjih dneh zabeležil 12% rast, predvsem zaradi povečanih nakupov velikih vlagateljev in pričakovanj okrog ameriškega ETF-a za XRP. Počasi se bliža svoji najvišji vrednosti iz leta 2018, kar je potrdilo njegovo vse večjo vlogo v svetu kriptovalut. Trenutno XRP predstavlja tretjo največjo digitalno sredstvo, saj je prehitel Tether. Pomemben razlog za rast je tudi optimizem okrog pozitivnih rezultatov v dolgoletnem pravnem sporu z ameriško komisijo SEC. Tudi tukaj smo bili kar bikovski, kar se tiče XRP. Bomo videli kmalu, če bomo dosegli nove vrhove. Banka Standard Chartered, ena največjih na svetu, je pridobila licenco za digitalna sredstva v Luksemburgu in tako začela ponujati kriptostoritve v Evropski uniji. Na začetku bo strankam omogočala hrambo Bitcoina in Ethereuma brez možnosti trgovanja. Ta korak je del širše strategije banke, ki želi razširiti svoje storitve digitalnih sredstev po vsem svetu. Standard Chartered je že septembra 2024 začela ponujati podobne storitve v Združenih arabskih emiratih. To je vsekakor velik korak za kripto v Evropi. Če so vam novice do zdaj všeč, nam ne pozabite dati kakšnega všečka, delite ta video s prijatelji, komentirajte spodaj in ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne zamudite naslednje epizode. Banka Anglije je predstavila pobudo Digital Pound Lab za raziskovanje aplikacij in tehničnih rešitev za centralno bančno digitalno valuto, CBDC. Namen laboratorija je testirati funkcionalnosti, kot so zasebni prenosi, plačila brez povezave in vključevanje v e-trgovino. Prav tako bodo preučili, kako digitalni funt lahko deluje z obstoječimi plačilnimi sistemi. Cilj je zagotoviti varnost, interoperabilnost in stabilnost nove digitalne valute, ki bi lahko igrala ključno vlogo v prihodnosti monetarnega sistema. Kot lahko vidimo, bo CBDC tudi marsikaj olajšal, ampak skrbi ostajajo. Intesa San Paolo, največja italijanska banka, je postala prva v državi, ki je investirala v Bitcoin. Banka je kupila 11 bitcoinov vrednih okoli €1 milijon, kar sovpada z vse večjim institucionalnim zanimanjem za kriptovalute. Ta poteza potrjuje trend kupovanja padcev, saj se Bitcoin trenutno giblje pod psihološko mejo $100,000. Intesa San Paolo je z investicijo utrdila svojo vizijo prihodnosti digitalnih sredstev in odprla vrata za večje sprejetje kriptovalut v Italiji. Bodo banke pri nas sledile temu primeru? Kaj pravite? Komentirajte spodaj. Hvala vam za ogled in ne se nam pozabiti pridružiti v naslednji epizodi.